Tako sta Candace Owens in Andrew Wilson včeraj imela debato, ki jo je vodil Patrick Bet-David, da bi ugotovili, ali ima Candace za katero od svojih norih teorij zarote sploh kakršnokoli podlag o Charlieju Cooku. In ko rečem, da je bil to eden najslabših dogodkov, ki sem jih kdaj morala pokrivati, in ker je ves internet se sprašuje, kdo je zmagal v tej debati, resnično ne morem razumeti, kako so ljudje še vedno tako neumni, da nasedajo Candacini pasti. Mislim, da jo preziram, ne rada priznam, da se strinjam z Nickom Fuentesom, ampak tukaj, prav tukaj ima dejansko prav. Ta debata je bila praktično neogledljiva. Kar je resnično presenetljivo, je kako je Charlie Kirk postal stranski lik v neskončni telenoveli o svojem lastnem umoru. Zgodba se zdaj vrti okoli besne narcistke Candace Owens in množične psihoze, ki jo je povzročila. In popolnoma prav, ker kar se mi zdi osupljivo pri vsem tem je, da so imeli to dolgo razvlečeno debato. Bilo je boleče, milo rečeno. Dejstvo, da je milijone ljudi to dejansko poslušalo, preprosto zdi se mi neverjetno, koliko ljudi z nizkim IQ-jem obstaja. In samo povedati želim, mislim, da je Andrew Wilson grozna oseba, tako kot mislim za Candice. Mislim, da nobenega od njiju ne bi smeli poslušati. Ampak Andrew Wilson je zelo, zelo sposoben debatnik. In prišel je z eno samo točko, da bi poskušal dokazati, da Candace nima nobenih dokazov za svojo zgodbo, kar nam je vsem zelo jasno. Zdaj za kontekst te debate, trajalo je tedne, da so to organizirali. Tedne, da so se odločili, kdo bo moderiral. Ali bo to Joe Rogan, Tim Pool in td. Michael Knowles je bil vprašan in je to zavrnil. In na kocki je bilo več $100,000, kar pomeni, da so vsi prejeli ogromno denarja. Andrew Wilson je dejansko zbiral sredstva, da bi ljudje financirali celotno stvar. Tako so zaslužili več $100,000 poleg vseh oglasov in prihodkov, ki bodo prišli samo zaradi gledanosti tega smešnega dogodka. Še enkrat, to dokazuje, da to ni bilo v dobri veri. Kar pa se mi je zdelo res neverjetno, je bil trenutek, ko se je internet odločil, da zdaj vemo, da je Andrew Wilson izgubil to debato. In to samo dokazuje, kako nesposobni so ljudje razmišljati svojo glavo. Prav. Vse to je dokumentirano, te trenutki so povsod po internetu. Nemogoče jih je gledati, popolnoma ogabno. In rada bi vas spomnila na kontekst tega iz moje perspektive. Kot piše Osman Gold tukaj, je Candace Owens neumna in vsak, ki jo jemlje resno, je neumen. Njena vloga pri skupnem odvračanju pozornosti od eksistencialne grožnje terorističnih levičarjev ne bi smela biti pozabljena. Maligna in uničujoča sila, še hujša od nekoristnih. Zakaj začenjamo s tem? No, ker se zdi, da so ljudje tukaj popolnoma pozabili, kaj je bil namen te razprave. Andrew Wilson je prišel z enim samim razlogom in to je bil poskus dokazati, da Candace nima nobenega argumenta. In kot mojstrski debatni govorec, kakršen je, ker je res zelo, zelo dober, to je bilo vse, zaradi česar je bil tam. Vidite, njega sojenja Charlieja Kirka ne zanimajo tako zelo. Nima veliko osebnega vložka. Ne zanima ga, kaj se je v resnici zgodilo ali kaj se ni, kar je Candace ves čas poskušala doseči v debati. Kaj se je tukaj zgodilo? In to uporabljajo kot tisti aha trenutek. In to te znova spomni, kako neumni so ljudje na spletu. Vprašanje je, ali tega preprosto ne spremljaš dovolj. Upletel in rekel, da so dokazi prepričljivi, da je Tyler Robinson kriv, mislim, da bi moral. Ali mi lahko poveš kaj? Ena obtožba, potem naredimo protiargument, res, lahko, ja, ne, to je res dober prijem. Vprašaj me, predvajaj posnetke. Iz konteksta, postavi me na vroči stol. Prosim, samo odgovori na vprašanje. Naštej vseh 7, saj si spremljal. Seveda. Kar začni, naštel si vseh 7. Z veseljem to naredim, ampak a lahko ti navedeš enega? Mislim, da je bil obtožen umora. V redu, super, naštej vseh 7. On niti ne, to je kot. Naštej vseh 7. Ali lahko našteješ vseh 7? Potem pa jih naštej. Niti treba dati svojega. Preštej jih, kar naprej. Niti treba uporabiti prstov. V redu, počakaj, naštej jih. V redu. Zakaj je torej to velik trenutek? Ker je očitno, da bo v trenutku Candace Owens jih lahko našteje. V redu, bomo pogledali. Prva obtožba je oteževalni umor, ker ta prinaša smrtno kazen v zvezni državi ZDA. Ne, to ni res. Dobesedno ni umor. Fredu. In samo za ljudi, ne, ni treba, da to naredim v določenem času. Nič se ne dogaja. In samo, da ljudem razložim razliko, zakaj je to res pomembno in pokaže, da mu za to sploh ni mar, je zato, ker je oteževalni umor ozko opredeljen. Kaznijo. V redu. Razčlenimo to za trenutek, ker je to pomemben trenutek. Andrew Wilson sploh ne pozna nobene od obtožb proti Tylerju Robinsonu. Kako bi lahko debatiral s Candace? No, povem vam zakaj. Zato, ker Andrew Wilson nikoli ni trdil, da je namen te debate dokazati, ali je Tyler Robinson izvedel atentat na Charlieja Cooka ali ne. Prišel je dokazati, da Candace nima nobene podlage za noben svoj argument.
Ampak Candace je manipulativna prasica, kar pomeni, da seveda pozna vse podrobnosti dogajanja, ker te tako zmede. Če si oseba z nizkim IQ-jem, ki misli, da ima Candice prav, ker pozna vse zapletene podrobnosti o barvah, času in žigih, zmede tebe, ki veš manj o tem. Sreda Candace Owens pozna vse podrobnosti. In pravzaprav verjamem, da je to trenutek, ki pokaže, da je Andrew Wilson zmagovalec debate. Ker je tukaj pripravljen reči: ne poznam podrobnosti primera, ker primer še ni napredoval. Pravzaprav nimamo informacij. Dejstvo, da si tako prepričana, da lahko trdiš, da veš vse, kar se dogaja, to je problem. Dejstvo, da tako zlahka manipuliraš ljudi z dejstvi in informacijami, tako da pokažeš, da poznaš podrobnosti in zapletenosti, ter preusmeriš pozornost, da se sliši, kot da gre za to, katere obtožbe so proti Tylerju Robinsonu in katere niso. To sploh ni bilo tisto, o čemer je Andrew Wilson želel razpravljati od začetka. Bil je tam, da dokaže, da vse obtožbe Candace Owens, vse njene teorije nimajo nobene podlage, nobenega dokaza, nobene verodostojnosti. To so vse samo teorije, od Izraela do Francije, od tega do onega, in to je naredil res mojstersko. Ampak tisto, kar je Candace spet uspelo, je, da je izkoristila ta trenutek, ko je Andrew rekel, da bi dokazal, da lažeš. Mi ni treba vedeti ničesar o primeru, ker pri tem nikoli ni šlo za primer. Šlo je za to, da si bila ti obsedena s tem dogodkom in si naredila ta dogodek povsem o Candace in pravzaprav nima nič upraviti z branjenjem Charlijeve časti in bojem za tisto, v kar je Charlie verjel. Za tisto, v kar je Charlie verjel. In to je problem pri vsem tem. In on je vztrajal pri tem. Pri tem je vztrajal skozi celotno debato. Ni mi bilo treba raziskovati, to je njegova teza. In spet, morda je bila to neumna poteza, ampak nisem tukaj, da bi razpravljala o primeru Tylerja Robinsona. Tukaj sem, da razpravljam s tabo in dokažem, da nimaš nobenih dokazov za to, kar nam poskušaš predstaviti. In to je celoten problem s Candace, ker se od samega začetka zdi, kot da ima dokaze. Dejstvo, da ve toliko, da lahko našteje 7 različnih točk obtožnice in to in ono ter časovne okvire, to je tisto, kar ljudi prepriča, da je, o moj bog, res nasledi nečemu. Ampak nič od tega nima nobene vsebine. In Andrew ne rabi poznati vsebine, da bi dokazal, da je Candace nima. To je tisti aha trenutek. Kaj ne? To je trenutek, ki si ga bodo zapomnili iz celotne razprave. Mimogrede, s turneje AN Unfuck America Tour, ki je, če ne veste, demokratski odgovor na Turning Point USA, pojavijo se na dogodkih Turning Point USA, prav? Da uničijo kogarkoli, ki pride na razpravo, da povzročajo hrup, protestirajo, ustvarjajo, so grozna skupina ljudi, ki so očitno demokrati in poskušajo uničiti vse, za kar se Turning Point USA zavzema. Zato je neverjetno ironično, da je edini posnetek, ki ga najdemo v tem in ima največ ogledov, 2,7 milijona, iz turneje UN Unfuck America Tour. Skupina demokratov proti Turning Point USA, proti vsemu, za kar se je Charlie Kirk zavzemal. To je trenutek, po katerem si jih bodo zapomnili iz celotne razprave. Andrew Wilson je bil izbran, da navede eno obtožbo proti Tylerju Robinsonu in ni mogel. Andrew je začel zgubljati tla pod nogami, medtem ko je Candace Owens iz spomina naštela vseh 7 obtožb. Andrew je nato obtožil Candace, da je skrivaj prejela odgovore prek sporočila, vendar je moderator pri PPD preveril, da ni prejela nobenih sporočil. V redu, Andrew je bil v tej izmenjavi popolnoma presežen. Ta posnetek ga bo preganjal še dolgo časa. In popolnoma se ne strinjam, ker vsak, ki se ukvarja z debatiranjem, ve, da če debatiraš proti narcisu, ki je zadnjih nekaj mesecev ali skoraj leto dni na tej točki, zbira ogromno zapletenih podrobnosti, da zmede svoje občinstvo in jih ohrani očarane. In vsak, ki to opazuje, ve, da je to trik številka 1. Bistvo je, da jo vprašaš po vsebini. In ko pride do vsebine, je očitno, da Candace Owens ne more ponuditi ničesar. Želim te neposredno vprašati. Ali resnično verjameš, da je kdorkoli v tipi USA ali Erika Kirk ali Erika dejansko sodeloval, vnaprej vedel za to ali omogočil umor Charlieja Kirka? Ne bom se spravila v pravne težave tukaj, vse, kar sem povedala. O moj bog! Mislim, da na mojem podcastu. Hej. Če tam zunaj praviš, da je jasno, Erika ali TPO, USA so to naredile. Ugani kaj? Če bi tega ne bo rekla. Uradnica bi jih vse videla. Torej, ali ne ve, ali pa je strahopetka in potrebuješ boljšega zagovornika. Torej, vsi ljudje tam zunaj, YouTube. Kanali in. Tako da je naredila celo serijo z imenom Bride of Charlie, prav, ki se spravlja na Eriko Cook in dokazuje, kako slaba oseba je. Ko jo tukaj vprašajo v debati, reče, ne smem se spraviti v pravne težave, ne bom ničesar rekla o tem. In to je tisto, kar je Andrew Wilson ves čas poskušal dokazati. Dejstvo, da je internet gledal to debato, kar je bilo dobesedno kot noh
pohti po tabli. Kot sem že rekla, Andreja res ne maram, tudi Candice mi ni všeč, mislim, da sta oba grozna, ampak bistvo je, da ni mogla podkrepiti nobene od obtožb proti njemu, kaj ne? To je noro, noro. Mislim, poslušajte tole. Candice Owens, 13.947 besed. Andrej Wilson, 5.000 besed. Candice Owens je govorila približno 1 uro in 45 minut, Andrej Wilson pa približno 59 minut. Brani svojo trditev. Andrew Wilson brani svojo trditev. Candice Owens pa nima dokazov za svoje trditve. Jih umili in se sklicuje na 5. amandma. Pravi, da ne more odgovoriti na določene stvari. In ljudje še vedno razpravljajo. Moje drugo vprašanje je glede računa iz Steakhouse restauracije. Pravkar si rekla, da si končala z vsemi vprašanji. Ja. Ja, imaš račun iz Tega mi ni treba Steakhouse narediti. restauracije. Moje vprašanje. Večkrat sem rekla, da nikoli nisem rekla, da imam račun iz Steakhousea. Rekla sem, da bo oseba, ki dela na tej zgodbi, predložila račun. In na to sem odgovarjala. Potem je on objavil račun, nekatere dele je prekril. In rekla sem, ostanite z nami, on je tisti, ki dela na tej zgodbi. V redu. Nikoli nisem. Potrdil, da je bil Robinson v tej zreskarni. Vidiš, točno to. Spet, vse, kar Andrew Wilson počne, je, da poskuša dokazati, da njene trditve nimajo nobene vsebine. To je bil celoten namen njegovega sodelovanja v debati. Ni šlo za to, da bi jo ujel ali dokazal, ali je bil Tyler Robinson tam ali ne, kar je velika napaka, ki jo ljudje naredijo, ko to gledajo. In tako Candace pritegne ljudi. Brdžameho, da mora imeti prav, ker je tako samozavestna in tako dobro podkovana. Ampak to sploh ni res. Nikoli ne more podpreti svojih trditev s kakršnim koli konkretnim dokazom. Nikoli. In tukaj to je bilo vse, kar je počel. In to je dokazal znova in znova in znova. Pa vendar, tisti en trenutek, ko ga ujame na nek način, internet dejansko verjame, da je to dokaz. Ne, v resnici je to dokaz, kako prepričan je Andrew Wilson, da je ona lažnivka. Ker on nikoli ne bi nikoli prišel na debato o Tylerju Robinsonu in ne bi vedel teh stvari. Zaž bi bilo tako enostavno raziskati in si zapomniti, ampak mu ni bilo vredno časa, ker to sploh ni bilo vprašanje o dejanskem umoru. To je bilo vprašanje, ali ima Candice sploh kakšno avtoriteto za to, kar počne. In spomnila vas bom, kaj je rekel Nick Fuentes. Kar je res presenetljivo je, kako je Charlie Kirk postal stranski lik v neskončni telenoveli o svojem lastnem umoru. Zgodba se zdaj vrti okoli besne narcistke Candace Owens in množične psihoze, ki jo je povzročila. Vedno gre za Candace in nima nič opraviti z umorom. Kot sem že prej omenila v tem pogovoru, sem govorila z lastnikom, ko sem razkrila to zgodbo. Mislim, da je bilo to januarja. Pogovarjala sem se z lastnikom, razumela, kaj se je zgodilo in da obstaja račun. To je to. To je vse, kar sem delila, to je tisto, kar se je zgodilo. Nič, resnično nič ni na tem. In zanima me, kaj bo povedal Andrew Wilson. V redu, preberimo njegov klepet za trenutek. Mislim, da sta Francija in Izrael vpletena v atentat na Charlieja Kirka. In to bom izjavila z vso samozavestjo. Ja, vpletenost. Razumem. Tako ti misliš. Samo zapomni si, kako nesmiselne so te izjave. Ljudje se potem podajo v brezplodno iskanje, čeprav nimajo nobenih dokazov. Ona pa to izreka samozavestno. Ne vem, ampak vem, da vem. Ti z vso samozavestjo misliš. Ja, mislim, da je Izrael in vpleten. Izrael. Ja, mislim, oseba, ki mi je dala tisto stvar, o kateri sem poročala, je rekla, da je bila francoska tujska legija tisti dan na terenu. Spet, to bi bila zame strokovna omejitev. Da bi šla raziskovati informacije, ki sem jih predala, ne morem. Ampak nimate Nisem nobenih vlada konkretnih Združenih držav Amerike. dokazov V redu, za to, kaj ne? lahko samo nehaš. Res je nadležno poslušati, kako ves čas govoriš o konkretnih dokazih. Samo vprašaj me, kaj mislim. Pravkar sem ti No, to povedala, je da trditev. mislim, da so vpleteni. Ne, rekla sem, tukaj je, Imam kaj vso mislim. pravico, da vas vprašam o vaši Ja, ampak sem trditvi rekla in jaz če v tej obstajajo izjavi, konkretni dobesedno dokazi sem rekla, za vašo trditev. in dovoljeno mi je misliti. Ja, Vi pa še dovoljeno kar ti je sprašujete, misliti, ali ampak imam podajaš pozitivne trditev. dokaze. Jaz imam pozitivne dokaze, Se da naj strinjam. mislim, da je. Dovoljeno ti je misliti, nihče ti ne V redu. prepoveduje. Ampak on se Ampak prepira, ali vidiš, je to to je res njena ali ne. taktika. Najprej, kako samozavestna se počuti. In primerjava z Andrejem, ki samo trese nogo in je skoraj vznemirjen, ona pa mu reče, nehaj, živciraš me. Živciraš me je nekaj, kar bodo ljudje, ki nimajo dovolj občutka, da bi pogledali dlje od tega in zares razčlenili argumente, pomislili, wow, Candace mora imeti tukaj prav. Ampak oni pravi, rekla si to stvar, ona pa, ja, lahko mislim, kar hočem. In on poskuša dokazati, vemo, da lahko misliš, kar hočeš, ampak ti se pretvarjaš, da tvoje mišljenje temelji na dokazih in povzročaš ogromno škode. In ona pravi, ne, ampak jaz smem razmišljati. Igra se z besedami. Lovi ljudi na majhne izjave, ki jih izrečejo. Pravi, ja, verjamem, da smem razmišljati. Nekdo sme razmišljati. Ti, jaz, ampak, Kar ampak sprašujem ti, kaj je je, potem tvoj ali imaš problem? kakšne Kaj je tvoj problem z pozitivne izjavo, dokaze? jaz mislim? Da Izrael. Ja, Je vpleten, res je. Točno to, kar si rekel. Rekel si, Res sem Tucker. rekla, mislim.
polno zaupanje. Mislil bi, da če bi To imel sem zamudila. polno, Ali imel imaš bi lahko polno zaupanje v svoje misli, ko Ampak razmišljaš? če bi jaz rekel, naprimer, mislim, da bom zamudil v službo, prav? Z popolnim zaupanjem bi rekel, da je moj dokaz za to, da sem 20 minut stran in moram biti tam čez 5 minut. Andrew, Tako bi vedel, ali si popolnoma povedala ti bom prepričan nekaj, ali počakaj, ne. počakaj. Moja Pusti, da sestra. končam. Pusti, da končam. Če bi rekel, da sem popolnoma prepričan, da bom zamudil službo, bi rekel, da je moj dokaz za to, da je služba 20 minut stran. Prav. In tam moram biti v 5 minutah. Zato imam popolno zaupanje. Zato bi tako mislil. Zato sprašujem, če misliš, da sta bila Izrael in Francija upletena v atentat na Charlieja Kirka. In ti praviš s popolno gotovostjo, samo prosim za dokaze, ali pa mi vsaj razloži način razmišljanja, zakaj lahko to misliš. Pravzaprav mi z ni treba dokazi. razlagati, zakaj tako mislim. Lahko ti tudi povem nekaj, v kar sem popolnoma prepričana. Popolnoma sem prepričana, da veš, da si izgubil bistvo te debate. In zdaj se premikaš k stvarem, ki sem jih povedala, da mislim. Kar pa lahko naredim. So Dovoljeno pomembne mi za je to misliti debato. to. Veš. Bi ga morda rada spomnila, kaj so bile pravzaprav naše trditve v tej debati. In bi rad spomnil, da si Rekla rekla, si. da lahko vprašam, Rekla da lahko sem, kar vprašam o teh vprašaj. stvareh, Ampak kolikor mi nisi. srce poželi. Ne moreš določati, kako mi je dovoljeno. Aj pa Ne me določam, vprašati, kako zakaj ti ti Zakaj sploh. ti smeš sploh delati. smeš? Vidiš, kako se loti njega in njegovega načina dela, namesto da bi preprosto odgovorila na dejansko vprašanje. To je nekaj, v čemer je res, res dobra. Mislim, da ima Jeremy Boring o tem očitno nekaj misli. Poglejmo, kaj ima za povedati. Prejšnji teden sta Candace Owens in desničarski komentator Andrew Wilson začela pogajanja o morebitni debati o čem in določila pravilo, brez osebnih napadov in brez ad hominemov. Če kdo naredi osebni napad, je rekel Wilson, ta oseba samodejno izgubi, kar uveljavlja moderator. Candacein odgovor je bil razkrivajoč. Citiram: "Ne bodi tako občutljiv. Javnost bo odločila, kdo je zmagovalec in kdo poraženec, in ti jih ne moreš usmerjati pri tej presoji z neko nejasno klavzulo v drobnem tisku. Z drugimi besedami, nobeni objektivni standardi, ki sledijo klasičnim pravilom debate, niso potrebni. Žalitve in ad hominemi so dovoljeni, rezultat pa ne vodi nepristranski moderator, ampak javnost, množica. Zato Candace mimogrede sovraži pogodbe in sodišča. In to je razlog, zakaj so to edini kraj, kjer jo je dejansko mogoče premagati. Pravzaprav je celoten namen pogodb in sodišč premagati ljudi, kot je Candace Owens, in mentaliteto tretjega sveta, ki jo zagovarjajo. Prav, Prejšnji prepričanje, da ni treba imeti nobenih omejitev, da so lahko osebne žalitve, lahko počnemo, kar želimo. Javnost bo odločila. Idiotska javnost in množica, ki sta Candace spremljali skozi vse to in jo podpirali. To je res šokantno. Candace Owens nima dovolj samorefleksije, da bi dojela, kaj se dogaja, ampak to je mojstrsko trolanje strani Andrewa Wilsona. Mislila sem, da bi zdaj že dojela glede na včerajšnjo debato, ampak očitno ne. V redu, izkazalo se je, da so ljudje veliko bolj pripravljeni sodelovati, če mesece brez dokazov ne trdiš, da so vpleteni v francosko-izraelsko zaroto za umor. Si v svoji oddaji pokazala dejansko sporočilo, kot si obljubila. Predstavila si še nikoli videno sporočilo od Charlieja, ampak opazili smo, da ga še vedno nismo videli. Čuden način za premiero, ampak vsi komaj čakamo, da ga vidimo. Ostanite z nami. Andrew pravi, da bo sporočilo objavil v oddaji. Spremljali bomo. Počne isto, kot je Candace počela vsak dan zadnjih 11 mesecev. Ko jo Candace izpostavi, samo razkriva samo sebe kot hinavko, kaj ne? Torej je Andrew poskušal te stvari obrniti proti Candace. To je velik del tega, kar se zgodi v debati. Zahteval je dokaze. Ona pa je rekla, ne morem jih pokazati. Pokazala jih bom kasneje. Samo gledajte mojo oddajo. Obstaja toliko posnetkov iz te debate, ki jih ne bomo gledali in analizirali, ker iskreno, preprosto je preprosto toliko tega, da bi znova in znova dokazali Candacein izjemno manipulativne strategije in njen trud, da bi dosegla svoje. Ampak tukaj počne točno tisto, kar vedno počne. In misli, da je to njen zmagovalni trenutek. To je Candace, ne? Pravi, da ne smeš napadati nekoga, ker je udova. Potem pa napade Eriko in reče, naj pokaže dejanska sporočila kot dokaz. In Andrew Wilson se nam spet posmehuje. Ostanite z nami, ker to je tisto, kar počne. In kot pravi ta moški tukaj, Brent, predstavljaj si, da bi Ben Shapiro priznal, da je ubil Charlieja Kirka. Pustil svojo puško blizu kraja zločina. DNK je bila na puški, DNK na izvijaču na strehi. Njegov avto so opazili na kampusu. Sam se je predal policiji. Benovi odvetniki pravijo, da je zadel tarčo. Partner žene Bena pravi, da Ben tega ni storil. Predstavljaj si, da bi bili vsi ti dokazi in še več zbrani proti Benu Shapiru. Bi Candace rekla, ne, Ben Shapiro je nedolžen. Ni možnosti, da bi ubil Charlieja, ker točno to počne s Tylerjem Robinsonom. Ne vem, rekel bi 85% Candace? 0%. Nič. Glede na to, kar smo videli glede dokazov, sem na 0%. Rekla je, da je 0% možnosti, da je Tyler Robinson to storil, glede na dokaze, ki jih je videla. To je samozavest, to je tisto, kar počne. Tako ravna narcis. Popolnoma sem prepričana, pripravljena sem pri tem vztrajati do konca. In ta samozavest je nekaj, proti čemur je zelo, zelo težko razpravljati. In na mnoge načine, če na to gledate z vidika, kdo je imel intelektualno prednost, jo je seveda imel Andrew Wilson.
Večkrat je lahko dokazal, kako je Candace Owens manipulativna. Ampak ali je Candace Owens dokazala, da je nepremagljiva manipulativna sila, ki lahko prepriča vsakega človeka brez IQ-ja, da nasede njenim lažem? Da. Da je. Ona je nevarna in problematična. In dejstvo, da je celoten umor Charlieja Kirka spremenila v zgodbo o sebi in svoji preiskavi, je sramota. Ampak bolj kot je to sramota za Candico in bolj kot je pomembno, kdo je zmagal v debati, Erik, Andrej ali Candica, gre za to, kako kot družba izgubljamo. Da milijoni in milijoni, milijoni in milijoni in milijoni ljudi spremljajo to, o tem razpravljajo, o tem govorijo. Namesto, da bi dejansko govorili o tem, zakaj se je zavzemal Charlie Kirk, o njegovih prepričanjih, njegovi knjigi Keeping the Sabbath, njegovi želji, da bi se ljudje poročali, mladi, gradili družine in se zavzemali za svojo državo in družbo. Imamo nekoga kot je Candica, ki je prevzela razpravo. Spet zaradi neumnosti ljudi z nizkim IQ-jem, množice, ki jih sledi. Ampak to so ljudje, ki so izgubili. Ljudje, ki so izgubili, smo mi. Tisti, ki smo postali tako obsedeni s to zgodbo, namesto da bi se dejansko osredotočili na gradnjo sveta, kakršnega bi si želel Charlie. In iskreno, to je kar žalostno. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.